Prav neverjetno je, kako so Renaultovi avtomobili z oznako RS drugačni od ostalih. Recimo ta Clio RS. Navzven izgleda kot običajni Clio, sicer na steroidih, ampak občutek v vožnji je pa iz povsem drugega sveta. In ker je to eden najbolj brezkompromisnih avtomobilov, morate natančno vedeti, zakaj bi ga želeli imeti. V Sloveniji je namreč na voljo kar nekaj malih nabritih bombic. Recimo Citroen DS3, Polo GTI, Alfa Mito, Mini Cooper in tako naprej. Večinoma so nekakšen kompromis med malimi športniki in med uporabnimi mestnimi avtomobili. RS je samo športnik. In to kakšen. Če bi ga želeli imeti zato, da se boste sem ter tja zapeljali hitro, večinoma pa ga boste uporabljali za prevoz otrok v vrtec ali žene na izlet, potem vam bo že prvi teden začel parati živce. Je namreč nesramno trd, kljub 6 prestavam pa na avtocesti preglasen. In če boste lenobni s prestavno ročico, potem tudi ne tako hiter, kot bi od 200-konjskega malčka pričakovali. V tem primeru vam jo lahko s precej večjim navorom zagode že kak šibkejši dizel. Če pa si ga boste kupili samo za sproščanje adrenalina, potem je to najboljša igrača, ki si jo za dobrih 20 000 evrov lahko umislite. In ta igrača vam bo prinašala nasmeh na usta vsak dan znova. Recaro sedeža sta perfektna, volan komunikativen bolj kot vaša tajnica, vzmetenje pa tako odlično, da se boste počutili kot v gokardu. Motor se zelo rad zavrti preko 7000 vrtljajev in tudi prav prijeten dirkaški zvok oddaja. Je 23 000 evrov previsoka cena. Za Clio ja, za tak vrhunski paket pa nikakor ne. Težava je le v tem, da za nekaj dodatnih tisočakov lahko dobite že večjega in še bolj zmogljivega Megana RS. Ampak tale je meni vseeno bolj všeč, ker natančno ve, da ima na tem svetu eno samo nalogo – prinašanje nasmeha na usta.